Dobrodošli v svetu pod preprogo, v svetu skritih stvari. Majhen deček se znajde v neznani deželi, v kateri prebivajo nadvse nenavadna bitja. Takšna, ki se vsakodnevnemu pogledu zdijo odveč in nepotrebna. Pršice, katerih zadki svetijo na tnalu neba, vsevedni obliž in nežna uhanka, rakec Izo ter številni drugi junaki. Življenje tukaj je lepo, če veš, kako ti je ime. Vendar pa je to tudi svet brez srčnih inšpektorjev, ki preganjajo brezimne, med katere po dolgi poti spada izgubljeni deček. Ob podpori novih prijateljev se znajde na begu, iščoč svoje pravo ime, na poti pa druščino čakajo številne pustolovščine in preizkušnje. V svoji družbi pozdravljam avtorja knjige Andreja Predina in gospoda Petra Škerla. Andrej Predin je avtor številnih mladinskih knjig, med drugim tudi zbirke Mica pri babici ter 3 romanov za odrasle. Znan je po svojem humorju in prodornosti, ki se skriva v srži tega istega humorja. Drugi gost je ilustrator knjige Arlan pod preprogo, gospod Peter Škerl, letošnji prejemnik plakete Hinka Smrekarja, eden najvidnejših in najbolj nagrajevanih ilustratorjev v našem prostoru, ki je upodobil preštevilne svetove pomembnih slovenskih avtorjev. Dobrodošla in hvala, da sta se udeležila pogovora. Hvala za povabilo. Pozdravljena, živel. Knjige danes nimamo med nami, ker se še pripravlja v tiskarni. Pričakujemo jo v teh dneh. Bi pa vseeno vprašala, kdo je Arlan pod preprogo, kdo so njegovi prijatelji? Arlan pod preprogo je deček, ki se znajde v povsem drugačnem svetu, v svetu, ki mu ni samo tuj, ampak ga tudi na nek način odbija in hkrati privlači. Je mogoče ena prispodoba za tuje kraje, za tuje kulture, istočasno pa tudi za skrite svetove in za nova okolja, v katerih se ne znajdemo najbolje. Zakaj pa ravno pod preprogo? Zamisel je prišla iz tega razloga, ko pod preprogo pometemo stvari, za katere ne maramo, da bi se videle. Recimo, ko pride obisk, pa je treba na hitro stanovanje pospraviti pa urediti, da se neka zadrega odpravi, potem hitro vsa oblačila zmečemo v omaro, ne da bi izložili, pod posteljo se skrijejo kakšne škatle, pod preprogo se pa tisti prah in drobtinice in sponke in vsi ti predmeti skrijejo in potem čez čas, ko se te preproge razgrnejo, se tam marsikaj takšnega vidi. Ta deček se znajde pod preprogo zaradi tega, ker hoče nekdo prikriti njegov obstoj. In on se ne bori zgolj za to, da bi našel svoje ime v knjigi, ampak se bori za to, da se ga pripozna, da sploh obstaja. In to se v bistvu bere, kar ste ravnokar povedali, kot preslikava dejanskega aktualnega stanja v neko drugo pravljično realnost. In me zanima, a ste mogoče usporejali dogajanje v svetu, dogajanje v trenutni situaciji z tem, ko ste snovali to knjigo? Ja, v bistvu knjiga se je začela o pretresljivem prizoru iz turške obale, kamor je naplavilo 2-letnega dečka, ki je utonil, ko so njegovi starši poskušali prebežati pred vojno v Evropo. In temu fantu je bilo ime Arlen, kar je zelo podobno imenu mojega sina Arlan. In to tudi približno istih let sta bila in se mi je zdelo, da če bi videl svojega otroka in skratka to se je vžgalo v moj spomin in sama tragedija in takšna usoda in tako, da je iz tega izviralo in tudi zdaj knjigo podarjam njemu, tako da bi ga rad pozdravil. Hej Arlan. In tukaj se je vse skupaj začelo. V bistvu knjiga govori o tej begunski problematiki, o nesmislu tega, ne govori pa samo o slabih ljudeh, govori tudi o dobrih ljudeh, govori o tem, kako se lahko ljudje obrnejo
odkot izvirajo ti strahovi. Skratka, gre za en zelo poglobljen in zapleten kolaž vsebin, ki je tudi klical potem po enem zelo izkušenem, zrelem in pronicljivem ilustratorju. Tako da je bil to že sama, moram reči, da že med tem, ko sem pisal, so se mi te podobe ves čas nekako slikale pred očmi in je bilo zelo veliko energije in časa tudi posvečenega temu, na kak način bi se to najboljše dalo osličiti. In na kak način pa ste vi recimo doživljali branje, mislim, na kak način se je v vas vtisnilo, da ste potem sploh lahko začeli z ustvarjalnim procesom? Žal ne moremo pokazati ilustracij, ker jih še v tiskarni. Andrej je v bistvu to zadevo dost nazorno opisal. V bistvu lahko samo sledim tem občutjem. Dostikrat me fascinira to, da v bistvu pisatelj ima neko podobo že, ko piše, pa kljub temu je dovolj prostora, ker vedno znova, ko delam z avtorji, pisateljicami, pisatelji, pride do tega, da v bistvu da grem čez pričakovanja, kar je v redu in jaz upam, da sem Andreju dovolj odprl ta svet, hkrati je bolj vinjeten, ni tako. Jaz bi si želel bistveno več, bom rekel, teh dvostranskih ilustracij, da malo bolj neka globina pade, ampak kljub temu ta knjiga ima eno svojo težo. Hkrati tudi vedno znova mi je bila ta fascinacija Alice v čudežni deželi, ki je v bistvu to pomanjševanje, povečevanje in tako. Se mi zdi, ta preproga bilo nekaj, kar je oživljanje, ni bilo noben problem. Tudi pred začetku svoje poti sem v bistvu ilustriral eno slikanco, ki je bila tudi pravzaprav povezana z deževniki, ne. Tukaj pod preprogo imamo dečka, imamo kar nekaj predmetov, ki jih je treba oživeti, ne, uhanka, inšpektori, kakšni so in tako naprej. Skratka, je bilo kar nekaj takih zanimivih izzivov, pa tisto, v bistvu ilustratorju je vedno izziv to, da pokaže nekaj, kar ni bilo videno, se pravi, da gre v svoj svet. To se mi zdi, da je glavno, kar me je tukaj potegnilo. Potem pa je dosti hitro nastalo. No. Jaz moram reči, da ko se lotam, dosti hitro nastane potem. Sej, to sem ravno hotela naslednje vprašati. Kakšen je v bistvu odnos med živim in neživim svetom? To se mi zdi, da je vprašanje, ki morda zadeva oba, ker ponavadi imamo pač pravlično čarobno preprogo, ki leti po zraku, ki nas prinaša v neke nove svetove, to pa je preproga, ki v bistvu duši tisto, kar je pod njo. Ne? In deček, glavni junak, je živ, njegov glavni prijatelj je tudi živ, ostala bitja pa mogoče niti ne. Čisto zares. Povem jaz. Povejte, prosim, oba. Mislim, da so vsa bitja so živa, da so tudi tista bitja, ki so neživa, so živa. Tako da to je po mojem nekaj takega, kar tudi izvira iz otroštva, ta preživel otrok v meni. Najprej vse živo, ne, ko si otrok. Vse je prežeto z neko auro življenja, potem z odraščanjem pa počasi predmeti postajajo predmeti. Ampak jaz imam recimo večinoma v teh mojih delih imam žive junake in like, tako kot je tuba majoneze recimo. Ne. In se mi zdi, da to dodaja še eno posebno dinamiko in tudi zaradi tega jaz zelo dobro poznam njegove prejšnje knjige in je bila tudi moja velika želja, da bi sodeloval z njim, ker zna ustvarjati te svetove. Nekako se mi zdijo tako, ko si otrok, pa se spustiš na kolena, pa pogledaš stvari z neke druge perspektive, se približaš tlem, da te ilustracije imajo to, da te pogoltnejo tudi v tej knjigi. In zaradi tega sem zelo vesel, da bilo je potreba malo čakati, da se vse skupaj s termini uredilo, zelo turbulentni čas je za nami
in ta knjiga kar neprestano nekam beži, tudi sama zmišljuje si stvari, ampak upam, da je zdaj že, da smo jo zdaj ujeli in ubesedili in še malo, da jo pritrdimo na papir, potem pa jo pustimo spet, da gre po svoje. Navezala bi se znova mogoče na to izbiro vaših junakov, ko ste prej omenili tubo majoneze, nežive stvari. Tukaj so v bistvu zelo specifični junaki, ki so sicer odvrženi, ne vem, pršice, rakci, ne vem, obliži v končni fazi. Kako to, da zmeraj posegate po tovrstnih nenavadnih junakih? Zakaj, ne vem, gozdne domače živali so ponavadi tisto, kar se v otroški in mladinski literaturi več pojavlja? Jaz sem se malo najedel vseh teh zajčkov in teh stvari, moram priznati. Pa tudi to ni moj svet, mene so od nekdaj bolj fascinirala, malo drugačna pa odrinjena bitja, ko, ne vem, drugače sem biolog in tudi sicer občudujem širino sveta. Ta bitja se mi zdijo zanimiva iz neskončno razlogov. Med drugim pa se mi zdi tudi, da malčki, ko listajo, se tudi razveselijo, da ni treba skozi medvedke, pa zajčke, kot smo rekli, pa miške, pa veveričke, pa to, da se vidi kaj druga. Ko smo se prej navezovali na odnos med živim in neživim svetom v knjigi, sem se spomnila tudi na nekatere zelo zanimive junake, kot so recimo Boris, Cvenk in Flip, Popkove blazinice. Kdo so ti junaki? Te Popkove blazinice, to je cela zgodba zase. V bistvu, a ti veš, kaj so to? Kaj si vedel, kaj je to? Mislim, vedel sem, ampak nisem vedel imensko, ti si jih fino poimenoval, ampak prej sem to jaz imel redno. Ja, v bistvu ne vem, če sploh obstajalo ime za to. Gre za tiste majhne blazinice, tkanine, ki jih zjutraj kdaj najdeš v popku not. In potem je bila to raziskava in sem odkril, recimo, da lahko vplivaš na njihovo barvo, ker gre v bistvu za spodnje perilo, ki se drgne v popek in meni se zdelo, da je to neka najbolj normalna, običajna stvar, ne pa zjutraj se zbudiš, malo povrtaš, najdeš, štrcneš in potem počakaš, da gre pod preprogo. Ne, da bi to delal, tako sem slišal. Tako kot sem tudi slišal, recimo, da urednica knjige Helena ni nikoli imela nobene. Ja, jaz tudi moram reči, da je to en fenomen, ki ga pač imam nekako v glavi kot izključno moško domeno. Mislim, jaz tudi pri sebi nisem nikoli našla kakšne doslej. No? Očitno moji higienski standardi kaj niso na ustreznem nivoju, ampak jaz vem, da recimo obstajajo ljudje, ki so... Kakšno vezo z odlakanostjo trebuha pri moških, mogoče, ne vem. Pojma nimam. Ne vem. Peter, kakšna ideja mogoče? Moj trebuh sicer ni ravno kot nek medved, ali pa tu pa tam kakšna dlaka se že kodra, no. To se nabira. Jaz sem temu rekel mucka, ne? Ker sem vedno tako, ko sem se šel tuširati, je priletel nekaj dol. Tako da, ja, mucka, zdaj Popkova blazinica se mi zdi, da je dosti boljši izraz in ga bomo to lepo v slovar dali kot fenomen. Zveni kot nekaj zobozdravniškega, ne? Tako malo stomatološkega. In se mogoče še lahko navežemo na zobno miško, zobno vilo, Andrej? Ja, v usta nisem dal nikoli tega. Sem pa razmišljal o tem, da bi jih začel zbirati. In potem sem videl tudi, da enih zbirajo na internetu, jih dajo v steklenice not in potem bo cela zgodba njihovega življenja v teh Popkovih blazinicah. Ne vem, mogoče lahko kak forenzik potem odkrije, kaj je jedel, kakšnega razpoloženja je bil noč pred tem, pa to, če je bil kdo pri njemu na obisku, take stvari. Kar se tiče, ja, zobna vilica je bila prvotno, sploh ni bila zobna vila, ampak je bila zobna vilica spet kot neko neživo, ampak je to toliko ljudi zbodlo, kar se sicer spodobi za vilico, ne? Ampak kljub temu je potem zobna vilica postala zobna vila, ni pa bilo zobne miške. Mislim, da kolikor imam v spominu, ko sva govorila,
je v nekem trenutku obstajala neka dilema in ravno med tem, ne, da so vsi ti junaki v bistvu neživi, in če bi bila zobna miška. Ja, ne vem, ta miška se mi je zdela kot prvo malo prevelika za pod preprogo. Že čist tak, da bi, kako bi to izgledalo. Jaz si predstavljam zobno miško kot nekaj ljubkega, dobrega otrokom, že to je malo okej. Ali bi spominjalo na Malega princa, Ampak najbrž kako bi ne. pa to v svetu pod preprogo izgledalo? Ena taka miška, po mojem, joj. Ja, kot en tiranozaver, ki bi potem tam podiral vrčke in Slon v nakodnem tako, da trebuhu. ni moglo to biti. Da je potem najprej bila vilica, potem pa na koncu pa je se ustalila pri vili. No, pa še trije kovanci me zanimajo. To je pa tudi, pa morda še kakšno besedo o obližu, o katerem smo tudi govorili, ker to so res stvari, ki jih načelno, navadno nimamo preveč v čislih. Ne? Torej, Ja, na porabljen kovance sem obliž. zelo ponosen. Malo norčevanje iz našega potrošništva in obsedenosti z vrednostmi in za odvisno tega, kaj na enem kosu kovine piše, toliko je vredna in vse te stvari, ki so kar malce butaste, če tako pomislimo o njih. In ti se seveda zelo prepirajo o tem, koliko je kdo vreden, čeprav v bistvu v svetu pod preproge nima noben druge vrednosti kot pač to, kar je in kakšen je in tak. Se mi zdi, da je bila ena zelo posrečena prispodoba. En je celo žeton za fliper. Mislim, Cvenk, pa Flip, pa Boris. Kaj pa ta obliž? Mislim, meni je recimo eden mojih najljubših junakov tudi upodobljen, je zagotovo obliž, ki pač plapola na vrhu hriba in je najpametnejši. Ja, obliž pa nagovarja religijo, ne? Tako kot so neka božanstva na vrhu hriba, kot nek modrec je on na tej palčki plapola in kot obliž, ki celi rane, širi svojo vsevednost. Izrabljen obliž, ne, v bistvu. Ja, mislim, je čisto v redu, sam pravi, da je čisto v redu še, samo na robovih se malo slabše lepi, ampak enega zlomljenega srca pa ni več sposoben zaceliti, sploh pa ne od človeka, tako da je kar žalosten. Sploh pa še posebej pa zato, ker ni več modern. Ne? Včasih so prihajali k njemu in so bile vrste ljudi soromale ga gledati, zdaj pa je tam sam, obrne se tako veter zapiha, ker je kot zastava in čeprav vse ve, ne zna in ne ve vsega. Ja, to je ta problem z obliži. Moraš hitro potegniti, da ne boli tako, ko ga odstraniš. Prekrit popek z obližem mogoče, da je to ideja. Da ne bo več blazinic. Zbirateljskih. Ja, to je grozno. Blazinice morajo obstajati. Jaz si ne predstavljam sveta pod preprogo brez njih. Ja. Brez česa si še ne predstavljate sveta pod preprogo, recimo? To, kar je. To, kar je, to je to. Ja. To je Andrejev svet in meni je všeč to, da ni zaključil, ne. Arlen ostane pod preprogo. In po mojem kliče k nadaljevanju, ne. Ja, jaz tudi mislim, da je zgodba še odprta, možnosti je neskončno in se prav veselim, kaj se bo zgodilo. A imate mogoče že kaj v mislih? Oziroma imata že kaj v mislih? Mislim, so ene stvari se malo sprehodijo sem pa tja, koliko se pač da, ampak zdaj trenutno je ta knjiga tako izmuzljiva in toliko terja vsega, da prav ne morem več misliti na nič drugega. Se mi zdi, da je to tako, da bi nosečnico po porodu vprašal, kdaj si želi naslednjega otroka. Ne? Dobra primerjava, ja, se lahko poistovetim. Mislim, jaz predvidevam, da je tako, ne bom zdaj trdil, da bi zdaj točno lahko ampak glede na vse videno in doživeto, mislim, da v tistem trenutku, ko to vprašanje postaviš, če bi ga takrat, tvoja življenjska doba ni več posebej dolga. No, ampak knjiga je v tiskarni, pričakujemo jo v prihodnjih dneh. In evo, držimo pesti. Kdo ve, kaj bo.
Zagotovo, jaz mislim, da bo, ker vse take serije so v treh delih in Andrej, ti namignil zdaj. Ja. Inšpektori vračajo udarec, pa še Arlanova vrnitev. Mislim, da smo ustvarili izziv. Ja. Kako pa vi recimo oživljate te nenavadne, kako jih zagledate, kako v bistvu poteka vaš kreativni proces, kako zagledate protagonista, njegove prijatelje, oziroma v tem konkretnem primeru? Ja, v bistvu prvo, kar ga je dosti hitro treba postaviti na pravo mesto, je pravzaprav glavni junak, ne? In potem tisti, ki ga vse skozi spremljajo, to so najbolj izdelani liki, ne? In potem so ti stranski liki, ki so upadajo, ampak te prvi so tisti, ki potem naredijo cel sklet celote. Jaz moram reči, da me je vedno znova fasciniralo to, da v bistvu in izziv hkrati, da kako živeti v Hanko, da gleda, da ima čustva, da ima to. Mislim, to so res ene take dosti zanimivi izzivi, da je izrazen, to je treba pokazati, da je izrazno, da se čuti to. In moram reči, da to lahko samo izziv. Jaz vedno samo kot izziv gledam. Recimo, ko se spomnim za nazaj v otroštvu, meni je bilo ta čriček, ki je peljal tisti voz, mi je bil tako realen, da sem na vrtu iskal črička in tako sem rekel, to bi ga lahko tudi bi lahko z njim potoval po svetu. Skratka, ta domišljijskost v bistvu prikličeš iz otroštva, ki je vse mogoče in jaz mi zdi, da treba samo stopiti nazaj v te čevlje in moram reči, da sem izredno užival pri ilustriranju. Hkrati pa tudi je kar nekaj, v bistvu ta svet, kakšen je. Dostikrat, ker vidiš, da je to ogromen prostor. To ni tista tanka preproga, ki je debela centimeter. Pa potem te pršice, ko gledaš te posnetke, kakšne so, ko so povečane. To je grozljivo, to so prave zverine. Ki jih ne vidimo. Ja, ki jih ne vidimo. In, Meni je bilo zelo zanimivo, ko sem listala oziroma ko sem pregledovala knjigo, da je v bistvu ta svet, čeprav je temačen, po svoji tematiki, po vsebinsko je temačen, ampak v besedilu pa v bistvu ven žari svetloba in enako ilustracije. Iz ilustracij dejansko prehaja neka taka blazna mehkoba, blazna toplina. Kako mogoče razmišljate oziroma kako vidva to doživljata, ta kontrast, ta kontrapunkt v bistvu med to temačnostjo, ene ujetosti pod preprogo v enem takem svetu, iz katerega ni izhoda in recimo to svetlobo, ki jo prinese v bistvu tudi glavni junak, in njegovi prijatelji in ta druščina, ki z njim sodeluje. Ja, gre za dom. To so te toplote doma. Vsaj pri meni je bilo tako. In če najdeš ti dom, ni pomembno prav veliko drugega. In tista luč kot neko ognjišče, kot neko varno zavetje, je čisto dovolj, če je ta dom iskren in če je res ta dom zavetje in varnost. Tako da različni svetovi so, sivi svetovi so zelo svetleči in topli svetovi in tudi pod temi palmami in ob morju pa to, če ni doma, to ne šteje prav veliko. Kaj pa je dom? Se pravi, varnost in zavetje, prijatelji, družina, te neke osnovne vrednote in seveda mir, tako to srednja tema tukaj, da je mir nekaj, kjer lahko ostaneš. Dom ni nekaj, od česa bežiš. Imate mogoče še vi kakšno? Ja, dom je tam, kjer si ti, Saj konec koncev je ni sama hiša, lahko, ampak je tam, kjer se dobro počutiš ti, Hkrati pa v teh ilustracijah to sem hotel povedati, da v bistvu niso tako barvite, so bolj take
sivkaste. Ampak so mehke. Mehke? Mehke pa so. Ampak so tople tako, ne, v bistvu in tam, kjer pa je ta luč, tam, kjer pa je pa, ne, pa ruhanki doma, ne, pa tako. Tam se razpre v bistvu. Tam se odprejo. Tako da ja, različno, ne. Mir, mir tle noter in mir na zunaj in tam je dom, ja. Dom ni kraj. Ja, in niso stene. Zanima me še v bistvu to, bomo počasi, zdaj ste sicer tako lepo zaključila, da bi skoraj da lahko s tem poantirali, ampak me vseeno zanima, glede na to, da gre za precej obsežno delo, komu je knjiga namenjena? Vsem, kar se mene tiče, je knjiga namenjena vsem. Mislim, da lahko vsak v njej najde nekaj zase. Jaz sem že testiral pri različnih starostih, barvah, spolih, oblikah in tako dalje in prav vsak je nekaj našel in se prav veselim odzival. Res se veselim, me zanima, kakšna pot čaka to knjigo, kako bo sprejeta in jaz si želim vse najboljše. Mi tudi. Hvala lepa, da sta nas obiskala. Hvala, da ste predstavila knjigo. Vam pa se zahvaljujemo, da ste se nam pridružili v studiu Slovenskega e-knjižnega sejma. In do prihodnjič.